Poslanec Resnice Boris Mijič, ki državi dolguje več kot 30 tisoč evrov davkov in prispevkov, delavcem podjetja Progros pa še več, še naprej posluje prek ženinega podjetja in celo išče nove delavce. Na Zavodu za zaposlovanje so oglasi za slikopleskarje, fasaderje in druge gradbene delavce. Neka kontaktna oseba pa je prav poslanec Mijič, ki kot poslanec ne sme delati drugje, izjema so tu zgolj profesorji, ki predavajo. Drži, na zaposlitvenih oglasih je navedena prav telefonska številka poslanca Mijiča. Gradbincem za 40-urni delovnik ponujajo 3500 evrov bruto mesečne plače. Zaposlujejo jih prek ženinega espeja, ki je svojo dejavnost iz kozmetične v gradbeno spremenila potem, ko je Progros, torej podjetje poslanca Mijiča, zabredlo v več 10 tisoč evrov visoke dolgove do države in zaposlenih. Ženin SP očitno sodeluje pri prenovi glavne železniške postaje tukaj v Ljubljani, kjer so Mijiča v zadnjih tednih večkrat opazili na gradbišču. Čeprav kot poslanec ne sme opravljati pridobitne dejavnosti, tudi v ženinem podjetju ne. Mijič tudi danes, tako kot že od minulega tedna, ne odgovarja na naše prošnje za pojasnila. Je pa resorni minister Jernej Vrtovec, glavno železniško postajo namreč prenavlja država, sporočil, da bo navedbe, razkril jih je zjutraj portal Necenzurirano, preveril. Bomo spremljali. Hvala, Nika.